Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, danes bomo razmišljali o Jezusovih besedah na križu. Še danes boš z menoj v raju, besede, ki jih izreče Jezus desnemu razbojniku. Odpuščanje poslej ni več samo prošnja k Bogu, je tudi sprava z Jezusom. Kristus hkrati prosi in daje, je namreč skrivnost Sinu človekovega. Povsem človek, ki se do odpuščanjem umešča med grešnike. V desnem razbojniku se zgodi čudež. Ta, da je na križu skupaj z nedolžnim, ob tem sta mogoča le dva odziva, kesanje ali posmeh. Desni razbojnik je prijel najlepše darilo, kar jih more grešnik prijeti od Boga, mehko, nežno srce. Pogled uprt nedolžnega poboljšuje ali pa še ga bolj podivja. Ob smrtni uri se pokaže grešnikova resnična narava, omehča se ali okameni. Na pragu smrti vse strasti razodenejo svoj drugi obraz, tudi želje po bogastvu, oblasti ali uživanju. Spričo neizbežnega konca pokažejo svojo praznino. Smrt vsako stvar obledi, morda je v tem milo zadnjega trenutka. Menda zagledamo svojo preteklost in same sebe v enem samem preblisku, čisti luči resnice. Nič več nismo pripravljeni živeti začasno, se izogibati resničnosti, jo zavračati ali se jo izmikati. Vrata večnosti, pred katera stopamo, so ogledalo, v katerem smo se prisiljeni pogledati vase. Spomni se me, skozi vse naše življenje Bog ne počne drugega kot misli na nas. Mi pa trmoglavi in raztreseni, kakor smo, ne mislimo nanj. Tedaj so Božje misli le usmiljenje in odpuščanje. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod. Načrte blaginje in ne nesreče, dam vam prihodnost in upanje, zapiše prerok Jeremija. Naš greh ne more biti nikoli takšen, da ga ne bi mogla premagati Božja ljubeznivost in odpuščanje in usmiljenje. Sicer pa on ve, iz kakšne smo snovi, mar nas ni on ustvaril. Neki modrec je dejal, kaj ti ljubiš vse, kar je, nič od tega, kar si naredil, ti ni zoprno, saj tega, kar bi sovražil, ne bi ustvaril, to da ti prizanašaš vsemu, ker je tvoje, Gospodar, ljubitelj življenja. Luka edini je prigodo z desnim razbojnikom vključil svojo pripoved o Jezusovem trpljenju. Je namreč evangelist usmiljenja. Spomnimo se, da je tudi edini, ki je ohranil prilike o izgubljenem sinu, izgubljeni drahmi in izgubljeni in najdeni ovci. Danes je poseben izraz, ko slavimo Božje delo. Danes bo z menoj v raju. Se danes te polna njegove moči in usmiljenja. Danes je tudi posebna beseda, s katero si kličemo v spomin odrešenje, ki se nas dotika, ko se udeležujemo bogoslužja. Na vigilijo Gospodovega razglašenja pojemo, praznujemo sveti dan, ki je poveličan s 3 čudeži. Danes je modra zvezda pripeljala k jaslicam, danes se je v svadbi voda spremenila v vino. Danes se je Jezus Kristus dal Janezu krstniku, krstiti, da bi nas odrešil. Ko se v Svetem pismu ali pri bogoslužju pojavi beseda danes, se odpre nebo, da bi nad nas prišel del njegove polnosti. Danes je čas Božjega zveličanja. Danes pa je tudi čas našega odgovora Bogu. Zdaj se Božja beseda razlega kot opomin
zlasti še v pismu Hebrejcem. Nasprotno, iz dneva v dan drug drugega spodbujajte, dokler še lahko rečemo danes, da ne bi kdo med vami zakrknil, ker bi ga prevaral greh. Saj je rečeno, če danes zastišite njegov glas, ne zakrknite svojih src, kakor ob uporu. Če smo zanemarili prvi danes in smo ga zapravili, nam Bog daje drugo priložnost in določi drugi danes. Znova določa nek dan danes, ko po Davidu čez toliko časa pove, kakor je bilo že rečeno, če danes zastišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Desni razbojnik se je približal Jezusu, tako zelo, da ga pokliče po imenu. Ob nobeni drugi priložnosti se na Jezusa nihče ne obrne tako neposredno. Desni razbojnik ponižno prosi Jezusa, da bi ga vzel s seboj v svoje kraljestvo. Zdaj je dejansko prišel čas, odrešenje je tu, to pa je tudi trenutek dokončnega izgona zla. Križ je bil zasajen zemljo in Jezus Kristus je nam pribit enkrat za vselej. Zdaj se mu lahko povsem približamo. Večna sreča namreč ni, kakorkoli ni stanje ali okolje, ampak je bivanje z njim, z Jezusom. Mnogi sanjajo o raju, kristjani vedo, da ne morejo biti srečni, če niso z njim. Biti z Bogom, biti potopljen njegovo skrivnost, to je za nas kristjane večno življenje. Kajti osrečiti nas ne more nekaj, osreči nas lahko samo nekdo. Pa to še ni vse. Večno življenje ne pomeni samo Božje bližine, četudi za zmeraj. Pomeni biti pobožanstven. Ne gre le za to, da smo pri njem, marveč v njem deležni njegove božanske narave. To pa ne pomeni, da postanemo bogovi, marveč pobožanstveni. Ko je trpljenje najhujše, najdemo med neizrekljivo bolečino in strašno zapuščenostjo evangeljsko vrstico. Danes boš z menoj v raju.